Sedanja referendumska ureditev je neustrezna. Mislim, da se s tem strinja celoten slovenski politični vrh in tudi vse ostale izven parlamentarne stranke, če smem tako reči. Trenutna referendumska ureditev ogroža razvoj Slovenije in pa tudi sam izhod iz krize in zato potrebuje določene intervencije in spremembe. Ker se je sedanja referendumska ureditev vse prevečkrat zlorabljala za najrazličnejše taktične in pa tudi politične blokade, je mislim, da to zgolj samo še en dokaz, da je potrebno v tej smeri dodatno kaj storiti. Referendumska materija je urejena v ustavi in pa v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Gre za dva popolnoma ločena procesa, ker nekateri te stvari dajo v isti paket. Eno je zakon, drugo je ustava, eno je sprememba ustave, drugo je sprememba zakona. Referendum lahko zaostrimo na dveh koncih, lahko ga zaostrimo na vstopnih pogojih, lahko ga pa zaostrimo na izstopnih pogojih. Z vstopnimi pogoji se ukvarja zakon o referendumu in ljudski iniciativi, pri izstopnih pogojih se pa ukvarja z njimi ustava in pa sprememba ustave. Zdaj, nam se zdi veliko smiselneje zaostriti vstopne pogoje. Torej, to pomeni, da je težje pride do referenduma, da do referenduma pride samo o pomembnih in ključnih vprašanjih in da če že do referenduma pride in če ga plačamo, potem mora šteti vsak rezultat. Zdaj, nekatere politične stranke se pa zavzemajo za malo drug koncept, pa pravijo, da bi bilo potrebno te zadeve omejiti na koncu, torej s kvorumom, če ne bi bila dovolj velika udeležba, da referendum ne bi veljal. Tukaj gre za dva koncepta, ki sicer nista medsebojno nasprotna, lahko veljavimo oba dva, lahko veljavimo samo enega, ampak nam se zdi smiselneje, da naredimo samo selekcijo že na začetku in ne na koncu. Torej, da se na začetku selekcionira tiste teme, ki so pomembne, za katere je referendum upravičen in da če do referenduma pride, potem mora šteti vsak rezultat, ne glede na udeležbo in politika mora ta rezultat upoštevati. Druga opcija, ki pa je zdaj predvidena v 90. členu, novem 90. členu ustave pa govori o tem, o kvorumu. Tukaj bi se pa zgodilo, da enostavno bi selekcijo delali na koncu in ta selekcija bi se lahko delala tudi zelo nenavadno. Ne s preprečevanjem za in proti, torej ne z argumenti, ampak s pozivanjem, naj ljudje ostanejo doma. In to se nam zdi v Novi Sloveniji nesprejemljivo. Tudi zaradi tega smo se pri referendumu angažirali in iskali rešitve. Zdaj, kaj je naš predlog? Mi smo danes vložili popravek zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagamo, da lahko volivci zahtevajo referendum oziroma začnejo proces za začetek referenduma, če v enem tednu zberajo 5000 overjenih podpisov na upravni enoti in te podpisi se štejejo v končno kvoto 40 000. V obstoječem zakonu na tak način spreminjamo 15. in 16. člen zakona. Zdaj, zakaj smo se za to odločili in kje je podlaga za te naše spremembe zakona? Podlaga je v razgovorih, ki smo jih imeli z ostalimi parlamentarnimi strankami. V teh pogovorih smo ugotovili, da je prvotna številka, ki smo jo postavili 10 000 za vse politične stranke, z izjemo ljudske stranke, previsoka. In da je najbolj realna, v kateri bi najverjetneje lahko dobili zadostno večino in hkrati tudi dosegli zastavljene cilje, številka 5000. Številka 5000 se nam zdi smiselna tudi z vidika, da je potrebno 5000 overjenih podpisov, če hočejo volivci vložiti nek zakon. In povezava je smiselna tudi v tem smislu, če potrebuješ 5000 overjenih podpisov, da vložiš nek zakon, potem je smiselno, da tudi moraš zbrati 5000 podpisov za začetek zbiranja drugih podpisov, da nek zakon zavrneš. To se nam je zdela neka logika in mislimo, da je ta prava. Naš zakon so podpisale vse koalicijske stranke, vsi poslanci koalicije z izjemo ene poslanke Desusa. Seveda pa računamo še na podporo SD-ja, mora biti tudi Pozitivne Slovenije. Za sprejetje tega zakona potrebujemo
2/3 navzočih poslancev. Zdaj, če bojo vsi navzoči, je to 60 poslancev, če bo kaj manj navzočih poslancev, lahko tudi kakšen glas manj. Kaj rešujemo s tem našim predlogom? Rešujemo predvsem taktične blokade. To so tiste vrste blokade, ko nekdo začne zbirati podpise za referendum oziroma ne pove referendum samo zaradi tega, da nek zakon zadrži za en mesec. In pa rešujemo tudi vse morebitne nesporazume in zaplete, ki nastajajo pri zbiranju podpisov za začetek referenduma. Zadnji takšen primer je bil primer gospoda Kovačiča, ki naj bi zbral več kot 2500 podpisov, kot jih je bilo do zdaj potrebnih, ampak je potem podrobnejše ugotavljanje pokazalo, da vsi ti podpisi niso bili veljavni oziroma niso bili takšni, kot bi morali biti. To so tisti ključni razlogi, zakaj mi to vlagamo.